Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Nocoj je v mojo družbo prišel gospod z brki in dolgimi lasmi. Tako ga poznamo skoraj da že, mnogi starejši gledalke in gledalci 60 let. Je izjemen glasbenik. Najprej je bil rocker, v današnjih dneh pa veliko dela tudi z mladimi. Pravi, da je 3-krat oče in 3-krat dedi. Dober večer želim, Slavc Kovačič, čudežnik, najbolje te tako poznamo, Slavc. Se bova tikala, sva se dogovorila, ne? Ja, seveda, ja. Dober večer vsem skupaj, tudi z moje strani. Prvo vprašanje, prosim. Ja, brez usnja pa strganih hlač ne gre, ne? Ne. Ne gre. Jaz sem nosil strgane hlače, ko še jih nihče ni nosil. Kaj pa te atletske vode? Naše gledalke in gledalci mogoče mnogi ne vedo, da si najprej bil tako rekoč zagrizen športnik. Ja, to je bilo v bistvu v osnovnošolskih časih še. V tej mladinski reprezentanci sem tudi 3. v Jugoslaviji bil na enem tekmovanju. Sicer pa ja, sem imel zelo dobre rezultate, še kar nekaj nagrad imam doma vedno. Atletika je bila to, ne. Namreč pri nas v Slovenski Bistrici, odkoder sem, jaz tam sem se rodil, pa tudi živel, je bil en Bukovec, ki je bil evropski prvak v kladivu in on nas je v bistvu potegnil na to pot, ne, in potem smo metali, da je pokalo cele dneve. Kako to izgleda? Ampak kar naenkrat je Slavc rekel, zdaj pa dost športa, zdaj bom pa prodal bicikel in kupil kitaro. Ja, torej ta preklop je bil, mi smo poslušali Radio Luksemburg, lovili smo valove, ne, ker cele skladbe tak ali tak nisi mogel slišati, ker jih je odnašalo valove, to je danes nepredstavljivo seveda, ne. In potem je tudi naš tovariš Pavliha TT, so bile pri nas cajtnike in TT je tu pa tam kak trač, pa kaj iz rumenega tiska objavil, ne. In takrat sem jaz prvič videl Beatle in se mi je zmešalo in potem sem na radio slišal tudi na Zagrebu, je bila ena taka oddaja, novi ti angleški hiti. Sem slišal Love Me Do in potem je bilo konec. In potem je sledil preklop, veliki preklop. Seveda sem prodal bicikl in kupil kitaro, tako kot praviš. In to je bilo leta 65, ko smo potem ustanovili tudi lasten band, ki se je imenoval Skati. Skati je električna riba, in ker smo imeli električne kitare, smo povezali to seveda z elektriko, ne, in smo bili Skati. In to je bilo v času Kameleonov, takrat je v Sloveniji najpopularnejša grupa bila Kameleoni. In zanimivo, ne vem, kak je tisti marketing takrat laufal, mi smo po istih punktih igrali kot Kameleoni po Sloveniji. Delavski dom Velenje, Delavski dom Trbovlje, Bertoki pri Kopru. Še danes ne vem, da so telegrami šibali sem pa tja, da se preko telegramov dogovarjalo, ampak ostalo pa mi ni jasno. Ampak ko si ravno omenil ribe, električne sicer skate, torej kot otrok si pa rad lovil ribe in po zimi delal tudi skakalnice. Ja, res je. Mi smo, če ostanem pri ribah najprej, ne, mi smo cele dneve bili za vodo. To je bilo pa pri stari mami v Makolah, ob reki Dravini, pa tam je še bil en potok in tam je bil en tolmun, kjer so se zbirale mrene in tak naprej. In to smo mi to lovili na veliko. No in moram pa povedati, da zdaj po ne vem kolikih letih, 30 ali kolikih letih, sem zadnjič šel z mojo drago, sva šla na en ribnik in smo tam lovila ribe. Pa je bilo kaj? 4 postrvi. Torej še znaš? Znam. Kaj je pa tisto s skakalnicami? Ja, to pa, seveda, šport je kljub temu ostajal ob muziki, ne. In mi smo si v Makolah tudi, je bil tak primeren breg, kjer se dalo te skakalnice narediti. Mi smo si seveda sami naredili, kar pomladi iz zemlje.
ali pa čez, ko je bilo suho iz zemlje, in potem je tu sneg zapadel, malo smo še poštamfali, pa tak, in potem smo skakali. Jaz imam 46 metrov, imam rekord na taki skakalnici, ampak sem se skoraj ubil enkrat, nabasal sem na en ploh, ko en kmet tam z gozda vlekel. Nepričakovano, ker smo prišli od zgore, pa smo šli z lufta dol, ne, in sem ga v zraku zagledal, sem se obrnil in potem sem pa nehal. In konec skakanja. Ja. Skakanja konec, smučanja pa ne, ker ko so moji otroci rasli, seveda je prišla tista doba, ko mora iti na sneg, v tečaje, takrat sem zopet začel smučati. Ne. Ampak športnike slovenske, tudi skakalce recimo, ki so izjemno uspešni, pa tudi drugi naši športniki, jih kaj spremljaš, si navijač? Ja, spremljam. Ja, ne, šport ja spremljam. Vedno, tudi fuzbal, pa ne nazadnje imamo mi najpopularnejšo fuzbalsko himno, ne? Heja, hej, viole. To je tudi naše delo, ne? Pa tudi ostale športe, ne? Pa tudi ostale športe. Ja, vse, v bistvu. Pa tudi ne hodim peš dosti s kolesom, v glavnem, pa tudi z moje drago kolesarima, pa v glavnem, kar pa malo pohodniško tudi, no, ne preveč, ampak. Nekaj manj pa atletike, ne? Atletike pa praktično nič, no, ne. Pa tudi nogomet sem igral za reprezentanco glasbeno, ker en lep čas, ne. Skratka, vsestranski si bil, si še vedno, čeprav ti učenje pa v tistih mlajših letih ni najbolj dišalo, kljub temu, da sta pa starša bila učitelja. Ja, mene so druge stvari bolj zanimale, ne. Čeprav določene stvari so me zanimale, zgodovina me vedno recimo zanimala, ne. In pozneje tudi druga zgodovina, ne, taki nas učijo, ampak ona. Tako da, ja. Šol je bilo pač tako, ampak vse jaz sem bil odličen vedno, ne, razen potem gimnaziji, no, tam pa smo že band imeli, to pa bilo, je imel pa prednost band vedno pred učenjem. Kaj pa računanje? Matematika? Pri matematiki je bilo tako, da ko sem prišel v gimnazijo, da pri drugi uri matematike je na mojo mizo priletel en avionček in jaz sem tisti avionček pogledal, pa sem ga dalje vrgel, ampak točno profesorici na mizo in kdo je to vrgel, jaz seveda, brez problema, ne, ampak tam so neke stvari neprimerne gor pisale in potem me je dobila na piko in sem potem imel popravnega v drugem letniku, no, potem pa sem imel enega inštruktora in sem potem dobil pa veselje do matematike, pa se je preobrat zgodil, ne, in sem potem s priročnika vse tiste naloge reševal, pa sem, no, pač. In si še učiteljico presenetil, tako rekoč, ne? Ja, definitivno, ja. Ampak pa vendarle si dobil vseeno Prešernovo nagrado za pisanje. Zakaj konkretno se je šlo? To sem pa v osnovni šoli, ja, v zadnjem razredu. Fantazijski spis, pa potem ne vem, kam je to šlo, meni so podelili potem Prešernovo nagrado. Okay. Ne dobiš še kar tako, ne? Ne. No, se pa vidi, da nekaj na tem je, ne, saj sem na teh festivalih kar nekaj nagrad za najboljši tekst festivala dobil, ne. Med drugim tudi v Srbiji, v Kikindi, v Novem Sadu. Slovenski tekst, najboljši tekst festivala. Bravo. Še danes mi ni jasno. Očitno te Prešernove nagrade so šle v prave roke, oziroma nagrada. Ja, recimo, no. Slavc, kaj pa, odkar si izvedel za bitle, če tako rečem, odkar si postal tisti ta pravi roker iz torej zgodnjih najstniških, imaš dolge lase, ali se motim? Ja. Ne, ni lasulja. Ni lasulja, ne, imaš dolge lase, ja. Ne, jaz sem bil tudi tak. Tudi kratke, ampak bolj te poznamo po dolgih, no? Ja, to je moj imič, ja. Kaj sta rekla starša, kaj so rekli učitelji takrat? To ni bilo najbolj zaželeno, ne? To so bile pa prave drame. To so bile prave drame. Oče me je pelal frizerijo, pa sem jaz tak frizerijo rekel srednje, ne. Oče, visoko. Ne, sam to ni vredo, ne. To smo potem debate okrog tega imela, ker lase so osebnost, ne. To je karakter, to je, mislim, ko to odrežeš karakter, odrežeš osebnost, ne, ker to je neke vrste ponos osebe, ne, mislim, nekdo pač skozi to nekaj izraža, ne. In tako smo mi ta rok in vso muziko skozi to izražali, ne. In to ni bilo prav, ne, to potem so priznali, ja. Pa se je dal oče pregovoriti? Takrat ne, pozneje pa je videl, da je to res, ne. Pa v gimnaziji so bile drame, to so bile drame.
Učitelji niso bili za stvar, za dolge lase? Kje pa? Popolnoma drugače, kot je danes, ko je skoraj da vse dovoljeno. Ja. No, pri nas v Mariboru recimo se je uporabljal izraz huligan, kar je pomenilo dolgolasca. Ne? In se je zgodilo, da si šel po cesti, meni se ni zgodilo, ampak se je pa prijateljem zgodilo, da so ga potegnili v nek haustorn, no, po naše, pa so ga postrigli. Ne? Enostavno so ga postrigli. Tako da to je bilo kar ni bilo fajn, no. No, mi smo te vsekako navajeni z brki in z dolgimi lasmi, s čudežniki najbolj, čeprav je tvoja glasbena kariera res izjemno bogata. Kolikokrat v vseh teh letih si dobil vprašanje, zakaj poštar zvoni dvakrat? Ne vem kolikokrat, pa tudi ne vem kolikokrat smo špilali to, ker ni gasilskega doma v Sloveniji, menda, ker nismo to špilali. Tako da, ja, to je tisti največji hit naš v bistvu, ne. Pa še en par je teh zlatih, Ana Marie, pa 25 ur na dan, pa še zidam, pa I love you, dokler si tu, pa nekaj je teh zlatih, no, Solice, pojdi. No, te zlate uspešnice si bomo v nadaljevanju tudi privoščili, potem pa nam Slavc pove tudi, kako je, ko je postal oče, kako je bilo in kako je zdaj, ko je že 3-krat dedi. Gredo otroci, vnuki kaj po njegovih stopinjah? Izvedeli boste takoj po velikih uspešnicah skupine Čudežna polja. Iskreno, z Majo Oderlap. Čudežnik Slavc Kovačič je danes oziroma nocoj v naši družbi. Spoznali smo že vsaj kanček njegovega življenja, njegovega zgodnjega otroštva, tudi najstništva. No, zdaj je seveda Slavc že vrsto let sam oče, pa tudi dedi. 3-krat sva ugotovila, ne? 3-krat oče, 3-krat dedi. Ja. Gredo kaj? Enkrat v enem šusu, ker sta dvojčka. Bil si pa 4-krat poročen. Ja, no, ja. Ja. Primerno muzikantom. Sem želela dodati, da glasbeniki ste venomer obdani z lepimi dekleti. Je to botrovalo kaj tudi k razhodom s partnerkami? Niti ne. Bolj je bil vzrok to delo naše, ne. To delo, ki ga je zelo težko razumeti pravzaprav, ne. Če si ženska, neka normalna ženska, to težko razumeš, jaz to verjamem. In tudi ti moji razhodi so bili čisto prijateljski, v bistvu ni bilo nobenih kozarcev po zraku pa take stvari. Tako da, jaz razumem, no, mislim, če nekaj ne gre, pol ne gre. In tega se držim celo življenje. In ko se pojavi, jaz vedno povem, ko imam novo drago, vedno povem, ko pa bojo začele visoke frekvence leteti, ne, tiste ženske, ne, to pa moje muzikantsko uho ne prenese in takrat mi dva grema s kitaro. Aha, torej kar ti daš navodila, ali ne? Jaz povem, to je en izmed tistih glavnih vzrokov, ne, ker imam rad mir v življenju. Ampak imaš pa tudi otroke, 2 fanta, 1 dekle. Imam zlate otroke, ja. Zlate otroke. Ja. Je kateri od teh glasbenik? Ja, v bistvu vsi trije, ne. Hčera, ki je zdaj osebni asistent enega fanta z Downovim sindromom, ona je zelo socialni tip, ima dvojčke in ona je nastopala na Melodijah morja in sonca, ko je še bil otroški del, pa tudi na Blejskem srčku, na tistih festivalih z Aniko Horvat, bile skupaj, sta še zdaj prijateljice. Potem ta starejši sin, ki je bil pred Tajo, ta je hčerka, je imel skupaj ansambl Libido z Rokom Predinom, ne, to je ta mariborska scena bila, ne. Ampak jih je minilo, ne, vse je minilo. Mlajši sin pa je, on pa je Waldorfek, ne, Waldorfska šola in igralec na kvadrat, se pravi, on, če bi šel v to smer, bi bil Slakonja 2, imitiraj ravno kar hočeš, ne. Pa tudi masko si je naredil, pa rjavec je bil, pa kaj sem, da vse je bil takrat, ne. Oni so dosti igrali svoja Waldorfa, ne, to je predvsem taka klasika bolj, ne, Steinerova teorija, ne, o življenju pa izobraževanju.
No, potem pa je on zelo učen postal, kako ne rečem, radoveden in proučuje klinopis, tisti tam sumerski, pa kaj sem drugače, pa je faks končal za dizajn in tudi zelo dobro ustvarja te grafične zadeve. Ne. Glede na to, da si ti po profesiji pedagog, tako rekoč iz zgodovine in zemljepisa, te je mikalo kaj, da bi v tej smeri ostal? Mislim, jaz v bistvu sem ostal v tej smeri in to preko Spidija, recimo, ne. In tudi na tiste, ampak na štoserski način, ne, kajti tudi tak se da vzgajati, ne. Bom en primer. V gradu, v Slovenski Bistrici, sem imel Spidija, ampak sem imel nalogo, da se ne prerušim, kako se reče, da sem v vlogi Prelevim, no, ja. Franz Flürer, ne, to je bil en, ki je freske naredil v bistriški, tej viteški dvorani, ne. In jaz sem bil Spidi, ampak prek tega pa sem imel tista srednjeveška oblačila, ne. In vmes sem imel eno deklico, ki je tudi v finalu na Pop TV zvezda bila, ki je opere pela, ne. In tako da malo je bilo obarvano, tak klasika pa to, ne. In potem skozi štos sem jaz njih naučil, ta Franz Flürer, ne, na ta način, da so oni zapeli, ne. Franz Flürer, ne. In potem so rekli tam učiteljice, da tak pa še jih nihče ni naučil, ne. Torej, se zavzemaš za nekoliko drugačen pristop pri poučevanju? Definitivno. Tudi glasbene šole. Jaz vem, da približno, poznam, cirka 75% otrok zapusti glasbeno šolo ravno zaradi tiste teorije vsiljene. Pa stvari, tiste klasike. In tudi takrat, ko sem jaz, v bistvu sem hodil na harmoniko pa klavir, v tistem cajtu bi se jaz definitivno odločil za glasbo, za študij glasbe, ampak če bi bila tako kot v Angliji, ker jaz sem vedel, kakaj je v Angliji, ne, pri nas pa je bilo to stroga klasika takrat in to meni ni dišalo nikoli, ne. Jaz se rad poslušam klasiko, okej, ja, samo živimo v tem cajtu in to meni nekako ne gre skupaj vseeno, ne. Ter en gledališče tudi pa, ampak... Misliš, da bi več talentov odkrili, če bi jim več dopustili? Definitivno, 100%. Jaz imam teh primerov polno. No, ustaviva se še malo, omenil si Spidija. Ta lik, tako rekoč, Karamba je star več kot 30 let. Od leta 91, ja. Zakaj Spidi in zakaj Mehika? Mi smo kot čudežniki smo naredili, na vsaki plati smo naredili en otroški štikl, ne. In jaz sem potem enkrat naredil pač Spidi Gonzalesa v slovenščini, ne. Riva, Andre. Ne, in ta Spidi se zelo prijel takrat, ne, ampak nismo še razmišljali v tej smeri, ampak potem, ko so začeli razni organizatorji za veselice, pa kaj so in kje smo vse špilali, ne, pa če ne bi tistih otroških toliko, ne. Aha, okej. Pa smo mi dva naredila v bistvu ta duo Spidi in Gogi, ne, in smo imela potem srečo, ravno Pop TV se takrat začel ustvarjati in smo dobila tam oddajo in to se potem v trenutku prijelo sve, ne. Mi smo imeli več kot 1000 pošte na eno oddajo, ne. To je bila polna soba, in to so bile risbe in kaj vse, ne. Ampak Spidi še danes živi? Spidi živi in bo živel, dokler bo ugotavljal, da je to otrokom simpatično, ker ko jaz pridem na nastop, pa pride taki malih meni, pa se hočejo cartati pri Spidiju, ne, potem definitivno tega ne bom ugasnil, ne. To je jasno. No, pa kakšna je danes mladina? Ti veliko ustvarjaš tudi za otroke. Ja, jaz ogromno komponiram, delam spote in vse živo. Za mularijo, ne, jaz pravim, ker mularija pa moja pevska četica, ne, to je, letos jih je 7, ne, to se vedno malo menjava, ne. Letos najmlajšemu smo naredili spot, zdaj na zadnje, jaz sem naredil tekst in muziko na mladostniško nasilje. 5-letni fant repa, bokserski, zakaj šel trenirati boks, zato ker oni večji, veliki, ne, so me hoteli pretepsti, ne. In to je ravno v tem času, ko je v Celju bila ta drama, ne.
en dan kasneje smo mi ta spot snemali, Štikl pa že bil prej posnet, ne. Tako da jaz skušam skozi ta besedila tudi vzgajati, ne. Tako da to pedagoško noto še jaz vedno ohranjam, ne. Nekje, ne, in tudi okrog teh zemeljskih zadev, pa okrog elit, pa Bilderbergov, pa vsega tega. Eva Boto je že imela v njenem 3. komadu, ki sem ga takrat delal, je že imela in raja bo vstala, elite razgnala, recimo v refrenu, ne. Teda jaz sem od nekdaj to že delal, ne. Leta 89 pa sem naredil Nostradamusa, ki smo ga mi tudi posneli, in če ga danes poslušaš, je vse res. Si malo upornika, ne? Skozi vse življenje. Dost upornika sem. To imam po John Lennonu. Ker imam tudi njegovo štimo. Recimo Otto Pestner je mene Lennon klical. Nikoli me ni Slavc poklical. Samo Lennon. Lennon, pri. Torej praviš, če te prav razumem, da otroci niso samo za računalnikom. Ti si eden taki, ki to potrdi lahko. Jaz to zelo odsvetujem jim. Dobro, nekaj je normalno, se živimo v tem cajtu, ne. Ampak odkar so ti pametni telefoni, je to prava katastrofa, ne. Jaz pač skušam skozi to na nastopih, pa ne, jih vlečem na nastope, namesto da doma klempajo, ne. Gremo, ajde banda, četica, gremo. Pa gredo? Ja, z veseljem, vedno, ne. Imam enih par, recimo Eva, ki je bila tudi tisto v petek zvečer, ne, med 200 izbranimi, pa še en Mani Leo, potem imam še eno Meri, pa da ne vem koga pozabil, pa pijo. Skratka, en bazenček novih prihajajočih zvezd. Ja, definitivno, ja. Ja, in so res talenti, taki. Jaz vem, da tako sem pri Evi Boto vedel, vem pri tej Evi tudi, da bo tam gorbo, 100%. No, Slavc, za drugo skladbo nocojšnjega večera pa si izbral Hazarde. Rekel si, bom nekaj izbral iz naše dobe. Ja, mi smo bili seveda v 80-ih, 90-ih, vsi ti bendi smo bili v glavnem pri ZKP-ju in smo bili kolegi med sabo vedno, ne. Tudi dogovarjali smo se, kakve cene bo imela prva liga v Sloveniji, ne. Ste jih upoštevali potem dogovore? Ja, delno. Tema za naslednjo oddajo, ne? Ja, za naslednjo uro, ja. Tako da delno smo to se držali tega, ja. No, Hazardi so bili en tak bend, ki so res bili podprti vseh strani in z Mirotom smo še zdaj velika kolega, ne, pa tudi z ostalimi, no. Naš troventar je pač umrl, ne, kar se naši generaciji kar pogosto dogaja, da kdo zgine čez noč. Drugače pa ja, mislim, da so Hazardi tisti, ki bi iz tistega časa nekaj, karkoli pač. In Hazarde si bomo, spoštovane in spoštovani, v temle večeru tudi privoščili. Iskreno, z Majo Oderlap. Slavc Kovačič, nocoj v naši družbi že kar nekaj zanimivih reči z njegovega življenja smo izvedeli, no morda pa niste vedeli tudi, da je bil Slavc pri dobrih 20-ih tako zelo pogumen, da je štopal v daljni London. A je res? Res je. Tako, to danes ne bi več poskusil najbrž? Ne, danes ni varno, ne. Včasih pa je svet bil malo drugačen, prijazen, flower power, tisti časi, takrat ni bilo tega nasilja, kot je danes. Ja, jaz sem bil seveda, Ian Gillan je bil moj idol, Deep Purple, ne, jaz sem celo Deep Purple in rock pel od prvega do zadnjega Štikla, tudi na nacionalki, moj prvi nastop je bil leta 71, pa sem pel Into the Fire. No in potem sem nekje prebral, da je promocija Fireballa in sem seveda šel v London. Brez debate. Hitchhiking, no problem anymore. Pa še moja sestra je bila tam na izobraževanja, angleščino pa slovenščino študirala in je bila takrat ravno tam, tako da. Ampak tega ne bi več danes poskušal, ne? Ne, potem smo še šli s pačkom, pa 101 celo tak boks za bas sem kupil, da je vzade ven gledal pri vratih. Ampak to so vse bili pionirski časi naši. S policijo niste kdaj imeli težav? Ja, niti ne. Razen takrat, ko sem bil DJ tudi na morju, par let so mi vlomili v diskoteko in potem toliko sem imel posla z njimi, da me je policaj vprašal,
po enih 14 dneh je si našel nešto. No, tako da, drugače pa na park placov, pa kje že mogoče. No, No pa si danes kaj manj pogumen pri dobrih 60-ih kot takrat? Jaz mislim, da ne. Mislim, manj pogumen. Ker recimo zelo pogumen si bil, da si se odločil, živel bom od glasbe. Ja, to je res. To je res, to je bila težka odločitev. Če bi prišel v Ljubljano, recimo tako kot je Zoran naredil, ne, okej, ne, bi to, tu je več možnosti, pa sinhronizacije, risank, pa kaj vse ne. Tak pa, Maribor, čeprav to je po svoje pa bila tudi plus, da si prihajal od drugod, pa si bil neki dobrodošli, bolj kot pa tisti, ko so vsak dan tam gnjavili pa tečnarili, recimo, ne. Tak da... Pa si kdaj obžaloval to odločitev? Ne, nikoli. Ne, jaz sem bil v službi v Jeklu Tehni leto pa pol kot trgovec, pa sem takrat že bil trgovec leta, celo postal enem letu, okay. In takrat sem jaz imel tega Ponkufer in sem na vratih stal in sem dal odpoved in sem rekel, da vse to bilo leto pa pol sam, da nikoli več nobenega šefa nad glavo, magari travo žreš, ja, magari travo žrem, sekaj, sem sekal. In takrat je tako. In ni bilo vedno rožnato, sve ne. Od glasbe živeti je problem, zdaj sploh se je to pokazalo, ko je korona bila, ne. To je bila katastrofa, ne. Čeprav jaz sem že v penziji, ampak tisto je, mislim, da niže plačevali vsi. Ti si menda preživel tudi hujšo obliko korone? Ja, res je, in sem nehal kaditi, kar je plus. Izgubil sem glas za 1 leto skoraj. Tak, mislim, neke višine samo, ne. Kar se je zdaj popravilo. Torej, normalno funkcioniram. Ja, jaz sem pred korono sem si naredil tudi en taki akustični program, sem rekel za mojih 50 let glasbe, ne, zdaj je že 58, si bom pa naredil en akustični program, in v katerem bo predvsem moj čas, kronološko pesmi, ki sem jih lahko pel, tudi Tino Turner imitiral, recimo pa tak. So me tudi vabili na znan obraz, ne, ampak ker sem imel letne pogodbe, nisem mogel. Drugač pa bi bil tam tudi. No, ampak zdaj govore o tem programu, si ga izvedel potem za... Ja, jaz sem to konkretno začel izvajati tudi v Mariboru, sem bil v sklopu ene prireditve, sem bil v veliki SNG v dvorani, ne, in cela dvorana je pela z mano in to je bil Bob Dylan, pa Beatles, pa ne, to so bile prave stvari, ne. Ampak zdaj skozi razlagaš, kako ti razveseljuješ druge. Kaj pa tebe spravi v dobro voljo? Pa mene ravno to isto spravi v dobro voljo. Jaz, če igram, včasih pridem domov, pa že, ko grem po stopnicah, že imam kitaro, pa požgem 2 uri, recimo, ne. In to mene razveseljuje, me polni, poleg tega, kakve ideje dobim skozi to. In glavnem, ko si enkrat muzikant, si stalno muzikant. To je dejstvo. In če si z dušim srcem, tako sem jaz, recimo, ne, zdaj prenašam to na mlade zelo, ne, in se zelo trudim tudi, da jim ugodim, tudi če ni denarja, da nekako naredimo, pa ne, če vidim, da nekdo talent, pa da si ima veliko željo, ne. In ja. Zdaj te razumem, v enem izmed pogovorov si namreč dejal, da bi bilo fino, če bi bilo na svetu manj požrešnežev. Torej, ti gotovo nisi eden izmed teh. Ne, jaz nisem. Daleč od tega. Kdo pa so ti požrešneži? Po tvoje? To se začne pri tistih največjih židih, ki vsi vemo, kateri so tam v Ameriki, ne, ki so že 2. svetovno vojno naredili in tako naprej. Da ne bi zdaj jaz svoje teorije razlagal tu, zarote, ki pa se vedno uresničijo pol na koncu, ne. Ne, mi, recimo v Mariboru je eno gibanje, ki ga ima Etika d.o.o., ki se imenuje Dvigni sebe, dvigni Maribor. Naslednja stopnja je dvigni sebe, dvigni Maribor, dvigni svet. Ne? In tako to gre. Če boš sebe dvigoval, boš svojo okolico dvignil in tvoja okolica bo širša in bo dvignila še širšo okolico. In če bi svet temeljil na objemih in na flower power teoriji, ki so jo uničili, grdo so jo uničili, ne, bi svet laufal totalno drugače. Ne. Koliko se ti objemaš? Dost, lahko te objamem.
mikrofoni. Bova na koncu oddaje to Ja, ko ne bojo videli. Skratka, pomembno je skrbeti tudi za svojo dušo, da lahko človek napreduje v življenju. Ja, seveda, treba se izobraževati tudi v teh alternativnih smereh, ker vse, kar nam servirajo, res ne drži. Ne? S Slavcom bova v zadnjem delu naše oddaje še o njegovih željah za prihodnost. Veliko jih je. Še prej pa si privoščimo pop dizajne. Še en izmed glasbenikov, ki jih je seveda naš gost izbral. Rekel si z Viljem. Ja, z Viljem, ja, pa vsemi, smo bili kolegi in takrat, ko so oni šli v Ameriko na snemanje, smo imeli v Sodražici velik koncert skupaj, ker je celo ozvočenje, vse Slovenije so privlekli skup, ne, in ker s Tonetom smo bila res, vse smo še, zjutraj tam okrog RTV-ja, non-stop, pa halo, pa... No, pa dajmo si tega Toneta in pop dizajne zdaj tudi zavrteti v naši oddaji Iskreno. Iskreno z Majo Oderlap. Slavc Kovačič, nocoj gost oddaje Iskreno. Kar nekaj stvari smo že izvedeli o njegovem življenju, seveda tudi o mladih talentih, za katere sploh v zadnjem obdobju zelo dobro skrbi in jih tako rekoč vedno poišča, je tako, Slavc? Ja, torej začelo se to nekako že s Pop TV-jem, kot sem imel vlogo DJ Speedija. No, takrat so že prihajali ti mladi talenti in to se je vleklo potem skozi vse oddaje, tudi na TV3 in tako naprej. In v zadnjem času v Mariboru je bilo največje pokrito igrišče, to je Bumbar Park. In v tem največjem pokritem otroškem igrišču, ki ga je korona spravila v stečaj, sem jaz imel enkrat mesečno talente, pa enkrat mesečno eno tematsko prireditev. Recimo za veliko noč sem imel jajčka bowling. Jajčka podira kegle, pa take štose. Ali pa pred počitnicami tekmovanje v počivanju, pa take speedijeve, ne? Ali so ti talenti tudi tvoja prihodnost, mladi talenti, delo z mladimi? To definitivno, ker to, kot pravim, že od samega začetka v bistvu delam z mladimi, pa tudi s svojimi otroci sem delal, ne? No, tu je bila taka baza v tem Bumbar Parku, ko so me kar tam poiskali, pa moja mala bi, pa ono pa dobro, ne? In smo potem imeli polfinale, pa finale, ne? 2 polfinala smo imeli, decembra pa maja. Polfinale in potem junija pa finale, ne? In to je bilo prav tako, v redu, tudi televizija BKTV je to snemala in potem sem jaz na BKTV tudi imel Kaktus Top 8 oddajo in sem to vse skomentiral in tako naprej. Imel sem te mlade goste, so prišli z inštrumenti, razložili violino, skratka tudi vzgojno je bilo, ne? No, potem pa je bilo pač tega konec, to korono je marsikaj česa bilo konec. In jaz pač delam dalje z njimi in zdaj me pač po Facebooku najdejo, pa kaj sem, ne? Torej, delo z mladimi je kar prioriteta, ne? Ja, prioriteta, sploh, ker smo na teh mednarodnih festivalih izredno uspešni in jaz imam zdaj že za marsikateri festival vstopnico kot avtor. Se pravi, Slavko, daj dovedi 2. Torej, govorimo o festivalih, ki so izven meja Slovenije. Ja. To je v bistvu ena evropska mreža teh festivalov, od Belorusije do Bolgarije, do Srbije, Bosna jih ima. In to ti naši grejo. Kaj pa tvoje osebne želje? Moje osebne želje? Pa jaz bi mogoče zdaj spet malo akustike, pa to iščem v bistvu eno pevko tudi, ki bi mogoče malo, da bi v kombinaciji bila, ne? Ampak to malo še mora počakati. Malo še mora dozoreti, ne? Ja, ne se dozorelo je nekak, ampak mora tista prava priti, tista, to je to, ne? No, naj čim prej pride. Hvala lepa pa, ker si bil nocoj moj gost. Vse dobro na tvojih poteh in iskreno upam, da se bomo kmalu spet srečali s kakšnimi novimi sanjami. A kaj sanjaš? Sanjati je treba. Jaz to moje miniatura se vedno učim, da je treba sanjati. In živeti sanje in delati na tem in to je to. To je ta secret, ne? In jaz sem vedno iskren, ker v tej oddaji moraš biti iskren. In prav je tako. In prav je tako, ja. In tudi vi, spoštovane gledalke in gledalci, sanjajte, tako kot vedno rečemo ob koncu in tako kot je nocoj potrdil tudi moj gost
Sanje vedno pridejo z razlogom, pa lahko noč. Ko noč.